Spoštovana gosta, dober večer obema. Večer. Gospod Logar, so vas, sodeč po videnem, torej ujeli s prsti v marmeladi? Ma ne, jaz sem danes gledal po Facebook profilu. Demokrati imamo natanko toliko sledilcev, kot smo imeli včeraj. Nekaj 100 več, kot smo jih imeli pred 14 dnevi in recimo kakšnih 1000 več, kot smo jih imeli pred recimo 2 mesecema. Verjamem, da bo tako tudi jutri, pojutrišnjem, zaradi dobrega dela demokratov, pa verjamem, da bomo zrasli tudi preko 20 000 v naslednjih mesecih do volitev. Gospa Kovač, nič nenavadnega torej? Ne, jaz sem izjemno žalostna nad tem odgovorom, ker ta odgovor pooseblja vse, kar je v slovenski politiki narobe. Pooseblja to, da je bil poslanec seznanjen z dejstvi, ki govorijo o tem, da se je profil Larsen Sven Food Truck Burger predrugačil v še en profil demokratov, ki je bil po prvih razkritih v petek kasneje poskus izbrisan. Druga stvar, ki me neverjetno žalosti v tem je, da gospod kljub temu, da smo prikazali dejstva, v resnici še vedno laže in zavaja in govori, da v resnici temu ni tako, čeprav v bistvu lahko vse dokaze jasno vidimo in predložimo. Zakaj se mi zdi to problematično? Prvič, zaradi tega, ker je to absolutno nemoralno. Nemoralno je to, da so ljudje všečkali profil Larsen Sven in hamburgerje in naslednji dan dobili servirano stranko Demokrati. Jaz verjamem, da tudi vam ne bi bilo všeč, če bi, ne vem, všečkali čokolado in naslednji dan ugotovili, da se je ta stran čokolade preusmerila v spletno stran oboževalcev Zorana Jankovića. Drugič, zakaj je to problematično, je pa zato, ker je ta podjetje, ki je neposredno povezano s članom njegovega izvršnega odbora, v resnici to stran imelo, ta stran je imela sledilce in se je uporabljala za profitne namene, potem pa so oni tudi sami na našem profilu priznali in imamo print screen vsega, da so brez kakršnih koli pogodb taka razmerja v resnici pač ne smejo delati, oni so to naredili, dobili smo jih v marmeladi in v resnici s tem tudi kršili zakonodajo o financiranju političnih strank. Vse to pa je samo simptom tega, da žal od gospoda ne dobivamo odgovorov, da gospod ne odgovarja, da nikoli ne ve, kaj je. Sprašujemo ga vsi že zelo dolg časa, kdo gospod je, zakaj stoji. Lahko zdaj odgovori gospod Logar, očitkov je kar nekaj. No, še enkrat, jaz sem danes poskušal najti Facebook stran Larsen Sven Food Truck, pa je ni. Ker ste jo zbrisali v petek. Ne, jaz nisem, zaradi tega, ker sem že jasno povedal, da se meni to vrstno nabiranje glasov ne zdi primerno in kot politik ne bi nikoli šel v tako pot. Je pa res, da obstaja Facebook profil Lars and Sven, ta pa še naprej tudi po zaprtju opravlja svoje delo, ne vem, objavlja, ne vem, če kaj še objavlja, ampak je še vedno živ. In jaz, ne vem, mi nismo dobili niti enega dodatnega sledilca na takšen način. Je pa res, da socialna omrežja so danes zelo pomembna in zato tudi demokrati, pa predvsem jaz osebno, zelo veliko uporabljamo te profile za pač sporočanje svojih stališč, ki jih imamo. Še enkrat, z moje strani ni bilo nobene zahteve, tudi če bi bila kakšna taka znotraj kroga mojih najožjih sodelavcev, bi zavrnil takšen poziv. Jaz sem gospoda Novaka danes vprašal, on pravi, da ni lastnik te Facebook profila Larsen Sven Food Truck. Vprašam pa se, če je to res tisti najhujši problem, ki ga imamo danes v Sloveniji, da govorimo o njemu posebej glede na dogodke, ki jih imamo v zdravstvenem sistemu. Se ne gre za to, je to najhujši primer, vi postavljate visoko letvico glede integritete. Seveda, ja. Lahko samo odgovorim. Jaz bi rekla 3 stvari. Prvič, gospod Logar, ne sprenevedajte se. Dejstva so jasna. Videli ste print screene, dokazi so tukaj. Obstajala sta 2 profila. En profil Larsen Sven Food Truck je bil predrugačen v profil demokratov. Vse se vidi v zgodovini na spletnih brskalnikih. Ljudje niso neumni in to lahko vidijo. Drugič, to, kar zdaj počnete, ponovno zavajate in stvari zavijate v ovčjo kožo. Kar počnete že ves čas.
Mene zanima, zelo iskreno me zanima, kažete se kot neodvisnega, kažete se kot tretja pot, kažete se kot načelnega človeka. Mene zanima iskreno in sem vesela, da lahko vprašam, tukaj ste zdaj lagali, niste bili pripravljeni, samo da povem do konca, niste bili pripravljeni tudi opozoriti na laži vašega političnega sopotnika Janeza Janše in moje vprašanje je v resnici, kdo ste vi? Kdo ste vi na slovenskem političnem polu? Določali boste naslednjo vlado, določali boste, ali bo naslednja vlada avtoritarna z Janezom Janšo, ali bo naslednja vlada demokratična. Ne odgovorite na stvari, kako se razlikujete od Janeza Janše, če v 96% glasujete isto. Ne odgovorite na stvari glede njegovih očitnih laži in se nočete distancirati od tega. Že kar nekaj časa pač ne odgovarjate na zadeve in zdaj tukaj pri toliko minorni stvari, kakor so eni burgerji, kjer so ljudje všečkali burger in kasneje dobili serviranga vas, ne rečete, naredili smo napako, nekako se je zgodilo, da je bila ta stran predrugačena v demokrate, ampak ponovno zavajate. In tretja stvar, ki me v resnici zanima, je to, a ste neodvisen. A ste neodvisen? Ja, seveda. Pol imam pa za vas en nasvet prijateljski. Če ste neodvisen, vam predlagam to, da se postavite pred Državni zbor in naredite tiskovno konferenco in razkrijete na tiskovni konferenci različne stvari. Najprej razkrijete to, kako je Orbanova mreža finančna financirala SDS-ove medije. Potem razkrijete to, kako deluje SDS-ov aparat, ki dnevno širi sovraštvo. Bili ste solastnik Nove 24. Razkrijete, na kakšen način v resnici se določa uredniška politika. Če to naredite, če pokažete, kako so te stvari potekale, če sledite Madžaru, ki je jasno pokazal korupcijo Orbana, vam bomo vsi verjeli. In bomo vsi bili veseli, da smo dobili močno opcijo. Dokler pa lažete v enih banalnih burgerjih, lažete v tem, kako se je moralno zavajali ljudem in ne pokažete na vse strani, se mi pa zdi to v resnici pač škoda te debate. No? Ampak zato se vrnemo na hamburgerje. Ali priznavate, da je bilo v tem primeru karkoli narobe ali ne? Ne, se še enkrat poudarjam. Gospa Novak je rekla, da se danes Gospa Kovač je rekla, da se danes pogovarjamo v bistvu v minorni zadevi. Ampak še enkrat, razumem to načelnost, ki je pri tem. In morate mi verjeti, da sam nimam pri tem nič. In oprostite, jaz sem vesel, da je Inštitut 8. marec danes to dal na Računsko sodišče, ker sam verjamem v institucije pravne države, sam verjamem v institucije upravljanja države in recimo Računsko sodišče je institucija, ki ima veliko zaupanje. In s tem smo tudi umaknili politično vprašanje iz tega, ker bo Računsko sodišče tisto, ki bo odločalo, a je šlo res za zlorabo denarja, a je šlo res za, ne vem, nedovoljeno financiranje, kar bo verjetno v teh očitkih posredovano Računsko sodišču. In v tem pogledu smo v bistvu zdaj, ravno zaradi tega, ker zaupamo instituciji, ker gospa Kovač zaupa instituciji, ker jaz zaupam instituciji, v bistvu rešeni te politične demagogije, da bo ena institucija odločila, kako je s tem. Gospod Logar, kako imate faco lagati ljudem? A priznate, da sta dva profila? Food Truck in Larsen Sven. A priznate? Ja, zdaj vem, da sta. A priznate, da je profil Food Truck bil predrugačen v demokrate? Video posnetki so, screenshoti so, vidce, vaša slika, burger. A priznate to? Priznam kaj? Zakaj potem lažete? Cel ta pogovor. Sami ste zdaj priznali, da ste lagali. Meni je torej žal, jaz res nočem take politike. Ne želim si, da se laže ljudem, želim si javnega zdravstva, šolstva in skupnosti. Priznate torej, da se je pojavila nova stran z imenom Demokrati, z namenom za to, da bi torej vi pridobili več sledilcev, morda všečkov, da bi promovirali vas in vašo stran. Jaz sploh ne vem, da poleg mojega Facebook profila Anže Logar, ki so mi ga ukradli, verjetno zato, da ne bi mogel uporabljati socialnih omrežij, ki so danes zelo močne in verjetno imajo tudi vpliv na volilne preference in profila, ki ga imamo Demokrati, se sploh ne ukvarjam z drugimi socialnimi omrežji, ker ocenjujem, da sta to dovolj močni orodji, da preko njih sporočamo, izvajamo, hodimo naokoli in predstavljamo svoj program. In to je edino, kar potrebujem. Jaz
spletnega oziroma Facebook profila Larsen Sven nisem ogledal, dokler ni ta pač afera, kot pravite, izbruhnila in potem preko te afere še celo zvedel, da obstaja še en Facebook profil, za katerega pa še enkrat mi je gospod Novak danes zagotovil, da nima on čez tega profila. In če ja, jaz se brez težav upravičim, če ima kdo občutek, da smo jih izigrali, ko je, ne vem, sploh ne vem, če je, ker ne vem, kdaj se je to dogajalo, ne vem, dobil kakšen po všeček ali pa po objavo kakšnega novice iz spletne strani oziroma iz Facebook profila Demokrati. Ampak to v meni ne pomeni, ali pa z moje strani ni nobena prevara, to ni nobena finančna malverzacija, to ni nobeno poskušanje, ne vem, preusmerjanja pozornosti ali pa naplahtanja sledilcev tistih, ki imajo pač radi burger, oziroma v tem primeru mislim, da niti ne gre za burgerje, ampak gre za dogodke food truckov, ki so hodili po celi Sloveniji in predstavljali burgerje. Sam rada rekla eno stvar in sicer to je, Slovenci in Slovenke si zaslužimo več. Imamo najlepšo državo na svetu, imamo državo, kjer lahko živimo vsi dobro, kjer imamo lahko javno zdravstvo, kjer imamo lahko javno šolstvo. Zaslužimo si politike, ki ne lažejo v obraz, zaslužimo si politike, ki povejo, kakšna so njihova stališča, zaslužimo si politike, ki jasno povejo, kako se ločijo od svoje politične preteklosti, ki razkrijajo korupcijo in ki jasno pokažejo na neke nekorektne finančne tokove. Zaslužimo si veliko več kot take afere in jaz upam, da bomo to tudi kasneje dobili. Ne zaslužimo si avtoritarizma, še manj pa si zaslužimo ljudi, ki so preoblečeni v ovčjo kožo in v resnici ne kažejo svojih politik. Tukaj se popolnoma strinjam z gospod Kovač. Ravno zato smo naredili stranko Demokrati, ker dejansko želimo, da se politika osredotoča na program, da imamo konkretne rešitve in da nagovarjamo točno tisto, kar ljudi najbolj boli. In jaz razumem, da je veliko nezaupanje za vsako novo politično konkurenco in tudi sprejemam, da je bistveno ostrejši nadzor. In sem v bistvu tudi vesel, da je, ker na ta način dejansko tudi za napake, ki jih morda mi delamo, spreminja politično pot, recimo Demokratov. In recimo, če bomo mi vodili vlado, če nam bodo ljudje namenili, da bomo lahko sestavljali vlado. Skupaj z Janezom Janšo? Ne, če bomo lahko s tistimi, ki bodo želeli sodelovati tudi. Sam mislim, da si zaslužimo odgovor. Če se jaz odločam, vas volim, bi rada vedela, boste sestavljali vlado z Janezom Janšo? Če bomo mi sestavljali vlado, sem že večkrat povedal, da bomo najprej poiskali partnerja malce levo, zmerno levo od sredine. Kaj pa potem? To sem že večkrat povedal. Potem pa ostale politične stranke, ki bodo podprle program Uspešne Slovenije. To je bistvo, to je bistvo. In še hočem reči, ravno ta nadzor nevladnih organizacij, čeprav je morda, samo besedico, čeprav je morda neprijeten, je dober ravno zaradi tega, ker politiki pomaga, da postane potem tudi boljša. Pa samo sem rekla to, gospod Lodegar je pod takim nadzorom, ker je bil drugi mož SDS-a, ker je bil solastnik Nove 24 in ker se od tega še vedno ni ločil. In dokler se ne bo, bomo nadaljevali. Očitno ne bomo prišli skupaj. Najlepša hvala obema, da sta bila na svoje naša gosta.